Dobrodošli v oddaji Ambienti. Prav vsako bivališče nam ima kaj povedati. Ste kdaj pomislili, koliko zanimivih zgodb se skriva za zidovi starih hiš? Kaj vse so videle, doživele in preživele? Koliko človeških dram, komedij in romanc se je v njih odigralo? Koliko otrok je v njih zagledalo luč sveta? Koliko stanovalcev je prišlo in odšlo? Koliko besed, vsakdanjih ali zgodovinskih, so se naposlušale? Tudi današnji ambienti prinašajo 3 posebne zgodbe in ravno prva v sebi nosi vsebino bogate in za nas pomembne zgodovine. Ima pa še eno posebnost. Gre za delček Slovenije, ki ne leži v Sloveniji. Verjetno še niste imeli priložnosti, da bi obiskali dom kakega konzula. Nam je vrata odprl generalni konzul Republike Slovenije v Trstu, gospod Vojko Volk. Njegov začasni dom je Vila Tomažič, ki ima pomembno zgodovino za nas, Slovence. Kljub temu, da vila stoji v Trstu, je to delček naše domovine, saj kot protokolarni objekt velja za last Republike Slovenije. Smo v rezidenci generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu. Ampak to ni katerakoli hiša, katerakoli vila. To je Vila Tomažič. O njej bomo veliko izvedeli v tem pogovoru, predvsem pa bomo videli, da je to res lep dom. Gospod Vojko Volk je generalni konzul in vesel sem, da si je vzel čas, da lahko malo poklepetava in da mi pove, kako se počuti v taki lepi hiši. Hvala za vprašanje. Zelo dobro se počutim v tej hiši, ker je prijetna, ker ima eno težko, ampak kljub vsemu šarmantno zgodovino, priča o Slovencih in o slovenstvu na Tržaškem. In ima neko pozitivno energijo, kot se reče, in v njej dobro spim, dobro živim. Predvsem je pa tudi daje neko ustvarjalno energijo daje in bi težko zbral boljši dom v Trstu. Vila Tomažič se tako imenuje, ker jo je dal zgraditi za svojo družino Josip Tomažič, oče znanega zavednega Slovenca Pinka Tomažiča, katerega ime danes ohranjajo pevski zbor in 2 osnovni šoli na Tržaškem. Pinkova starša Josip Pepi Tomažič in Ema Colja sta, tako kot mnogi Slovenci, v začetku 20. stoletja prišla v Trst, ona iz Škrbine na Krasu, on z Janeževega Brda v Brkinih. Leta 1914 sta se poročila in si ustvarila družino. Leta 1915 se jima je rodil sin Pino, 3 leta kasneje pa še hči Danica. Družino so zaznamovale številne tragedije. Že kmalu po začetku 2. svetovne vojne so fašisti ustrelili Pinka. 3 leta pozneje pa so neznanci ubili tudi sestro Danico in njenega moža Stanka Vuka. Tudi oče Josip Tomažič je žrtev vojne tik pred njenim koncem. Po smrti vdove Eme Tomažič je vilo odkupila Republika Slovenija in jo pred 10 leti obnovila ter namenila za rezidenco konzulata v Trstu. Obnovo so zaupali tržaškemu arhitektu slovenskega rodu, gospodu Marinu Kokorovcu. Ko se povzpnemo in vstopimo v vežo, nas najprej očara zanimiv vzorec originalnega tlaka, pa tudi pohištvo v tem prostoru. Ne, ta ni mozaik, to so ploščice, ki jih delajo na tak način. In ne, ta notranji del je originalen, ampak smo ga popravili. To se pravi, tisti, ki je to delal, je tudi mogel vse tiste bijuge jih na roko napraviti, je lahko skupaj postavil. In mi smo mislili, da je pravilno, da odvržimo čim več to, kar je bilo v tej vili že originalno. V kakšnem stanju je bila vila pred začetkom obnove? Ne, jaz sem prišel sem, je bilo vse eno razdejanje. Ulovljeni so noter ti brezdomci in uničevali vse in povsod. Potem konzulat je dal zaklent vrata in razne okna so nazaj udrli in tako naprej. Je bilo zelo grdo. Glavno je bilo treba ta prehod v hišo, noter, nekaj garažo, predelati tako, da so vsaj za 3 avtomobile, ker ulica je precej natrpana se z avti in ni prostora za parkirati in to je bila ta prva glavna stvar. Potem pa je bilo vse ostalo strojne inštalacije in vse, kar je bilo treba, da se človek dobro počuti v hiši. Obnova je z načrtovanjem vred trajala 2 leti in se je končala leta 2008.
V pritličju je sprejemnica, v kateri generalni konzul preživi del prostega časa. Miza v jedilnici je tako dolga, da lahko za njo sedi kar ducat ljudi. Poleg je manjša kuhinja. Elegantno kamnito stopnišče nas pripelje v prvo nadstropje, kjer je več apartmajev. In pa spalnica, kjer moram reči, da zelo dobro spim in to je pač tudi dober znak, da se dobro počutim. In potem je pa en košček moje skrivnosti, je pa majhna terasa gor, sončni zahodi so prelepi in tam človek lahko potem se tudi sam sabo ukvarja in razmišlja o rečeh, ki niso povezane samo s službo. A Vila Tomažič ponuja še drugo možnost uživanja na prostem. Senčno teraso, na kateri lahko gostje uživajo v senci pod cvetočo glicinijo. Med obnovo vile so obstoječe rastlinje ohranili, kolikor je bilo mogoče. Celovito zasaditev je načrtoval arhitekt, ki je vodil obnovo objekta, torej gospod Kokorovec. Prevladujejo vedno zeleni grmi in drevesa. Dajte me popeljati čez hišo, no, pravzaprav, morda kar od kleti do podstrešja. Torej, klet je en najbolj spiritualnih delov hiše, zaradi tega, ker je tam sta dva bunkerja. Dva bunkerja, eden, s pomočjo katerega je bilo načrtovan pobeg, če bi recimo v hišo nepričakovano vdrla policija in je vodila skozi en dvojni zid na ulico. In en manjši bunker, kjer bi se sin Pinko Tomažič, narodni heroj, sin lastnika Jožeta Tomažiča, lahko skril. Klet je zaradi tega seveda nekaj absolutno posebnega. Tam imam tudi čudovito sliko družine Tomažič, ki je imela usodo, ki je spodbudila Fulvio Tomico, enega najbolj znanih tržaških in italijanskih pisateljev, da je napisal znameniti roman Mladoporočenca iz ulice Rossetti. Tragična usoda, vendar neverjetno zanimiva. In razmišljamo o Jožetu Tomažiču kot enem človeku, ki je mogel biti res izjemno inteligenten. In je razumel, da dejavnosti njegovega sina, ki jih je očitno tudi po svoje podpiral, so nevarne. In če mu je dal zgraditi v tej hiši bunker in zasilni izhod, je seveda Jože Tomažič bil zaveden Slovenc, sina pri tem podpiral. Tudi hčerka Danica, ki je potem doživela to tragično smrt, umor na ulici Rossetti, kjer je bila družica oziroma žena od pisatelja in pesnika Stanka Vuka, je bila seveda zavedna Slovenka in med tistimi, ki so se aktivno seveda zoperstavljali fašizmu. Tako da ena zgodba, neverjetna zgodba, ki tudi mene pripravi do tega, da občasno razmišljam, pa tudi kaj napišem o tem, ker je ta usoda slovenstva pod fašizmom zgodba, ki je še nismo do konca povedali. Ne sami sebi, pa tudi drugim ne še. Vila Tomažič torej v sebi skriva marsikaj, česar ne bomo nikoli dokončno razkrili, tako bogata je njena zgodba. Danes, obnovljena in osmišljena, predstavlja ugleden arhitekturni dosežek tiste dobe in pomnik slovenstva na Tržaškem. V nadaljevanju vam pokažemo lepo prenovljeno mansardo, ki prepriča z ugodjem naravnih materialov, in okrasni vrt, ki premore 100 sort vrtnic. Vrt človeka med drugim uči potrpežljivosti. Narava terja svoj čas in tu se uspehi ne dogajajo čez noč. Očarljivi vrt, ki sledi, je lastnica začela urejati pred 3 desetletji. Prebrala je ogromno literature, a pravi vrelec idej za vrtno poezijo je vzniknil v njenem srcu. Danes si pri vzdrževanju elegantne okolice pomagata sin in partner in očitno je ljubezen do rastlin v zraku. Razgiban vrt v dolenjski vasici Ratež plemenitijo zelene rastline. Ampak te niso edine. Na drugem koncu so vrtnice, ki jih lastnica uporablja tudi za pripravo čudovitih napitkov. Vrt sem začela saditi pred 31 leti. Takrat smo se v bistvu vselili v že zgrajeno hišo in neke osnove vrta so že bile postavljene, neka struktura s temi večjimi drevninami. Potem sem pa jaz začela vrt ustvarjati po svojem okusu, po svoji duši.
Pomirjajočo okolico hiše krasijo iglavci, mogočna listopadna drevesa, javorji, mikavne hortenzije ter številne hoste in praproti, ki jih je tenkočutna lastnica sama izbrala in posadila na izbrana mesta. Jaz si večinoma kar tako jasno predstavljam, ko vidim rastlino v trgovini ali v vrtnariji ali kakršenkoli drug predmet, točno vem, kam ga bomo umestila. Imam sliko pred očmi, kar neko plastično predstavo in se mi zdi, da mi je to veliko olajšanje, ne? Ima pa še ta dar, ne, za vsako to zadevo, se pravi, ali kakšen predmet ali pa rastlino, da to uskladi z barvnimi kombinacijami, ne? Bolj se nagibam k pastelnim barvam. Zdi se mi tudi, da jih je lažje kombinirati. Zdaj, če začutim, da je pa mogoče preveč monotono, pa dodam potem kakšno. Celotna parcela meri več kot 2000 kvadratnih metrov. Od tega je več kot polovica okrasnega vrta, ostale površine pa prekrivajo zelenica, sadovnjak, zelenjavni vrt in še nekaj gozda, v zavetju katerega sta brunarica in kokošnjak. Pred 15 leti se je ponudila priložnost za nakup parcele na drugi strani ulice. Takrat se je v Mojci prebudila želja po oblikovanju rožnega vrta. Znanstveniki so z merjenjem biofrekvenc ugotovili, da ima starinska damaščanska vrtnica najvišje valovanje med vsemi rastlinami na planetu. In valovanje je takšno, kot bi v eni sekundi 32 milijonovkrat zamahnili z roko. In ta frekvenca naj bi pregnala otožnost in tudi odpirala srce. Pa me zdaj zanima, kaj je bilo tisto, kar je vas spodbudilo, da ste si posadili rožni vrt? A so bile to morda te frekvence ali kaj drugega? Vrtnica je res en simbol ljubezni, lepote in sem si rekla, to pa moram imeti, ne? In sem se potem odločila za plezalke, grmaste, angleške. Tako da prva vrtnica, ki sem jo posadila, je bila ta New Down. Navdušila me je svojo nežnostjo, preprostostjo in pa s prijetnim nežnim vonjem. Začela je s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto in tako naprej in smo prišli do številke 100, tako da smo imeli nekaj čez 100 različnih vrtnic. Tako da zdaj na današnji dan jih imamo recimo cirka 80 še različnih, ne. Nekatere vrtnice se vzpenjajo po kovanih oporah, ki jih je izdelal Mojčin oče. Druge rastejo prosto in se sončijo v družbi naprscev, dišeče sivke in perunik. Vrt je pred leti obrobljala široka živa meja iz smreke, ki jo je bilo težko obrezovati, zato so jo nadomestili z macesnovo ograjo. Zeleno okolje ponuja številne mikavne kotičke za posedanje. Ja, največ uporabljamo tole teraso. To nam je najljubši kotiček. Na njej uživamo od zgodne pomladi pa do pozne jeseni. Čar te terase pa je glicinja, ki nam nudi senco in pa katalpa. Brez teh dveh rastlin bi poletje težko tukaj preživljalo. Tam pri vrtnicah, ko imamo tisto kovinsko čipkasto belo sedežno garnituro, tudi tam velikrat posedimo, ne? Pa zdaj imamo eno novo pridobitev z tiste zid iz starega cegla. Posebnost te stene je ta, da je sestavljena oziroma zgrajena iz 3 različnih ceglov. Se pravi, starih ceglov, ki smo jih dobili vse posod in so 3 različne dimenzije. In to steno sva delala z mojstrom iz vasi, iz Rateža, z enim prijateljem, 14 dni vsak dan od 2. ure popoldan pa do večera. Vi potem prevzamete bolj tehnična dela na vrtu ali še kaj drugega? Bolj tehnične zadeve, Mojca pa ideje. Za večino zelenih opravil poskrbi kar lastnica vrta, ki urejanju okolice nameni tudi več ur na dan. Zdaj, ko sem v penziji, mi je to veliko lažje. Je pa tako, da mene to veseli, izredno rada delam na vrtu, to me sprošča, to mi je v veselje. Včasih si mislim, da sem že kar malo zasvojena in obsedena s tem vrtom, ampak to je moj raj, to je za mojo dušo, jaz brez tega ne bi mogla niti ne bi hotela živeti.
Podstrešno stanovanje v staromeščanski hiši, ki ga tokrat predstavljamo, je veliko več kot le klasična mansarda. Notranjost in vsa oprema je narejena iz lesa, zato je v njej občutek, kot bi bil v leseni hiši. Z naravnimi materiali so ustvarili prijetno in zdravo okolje za bivanje in tako dobili dom, kot so si ga želeli. Vrata svojega doma nam je odprla direktorica festivala Odprte hiše Slovenije Lenka Kavčič. Na podstrehi te hiše je živela že kot študentka, kasneje kot mlada arhitektka. Pred 2 letoma pa sta se z možem odločila za temeljito prenovo in stanovanje je zadihalo na nov, udoben in sodoben način. Ta hiša datira v leto 1932, ima neko svojo zgodovino in zdaj kako se človek loti rekonstrukcije takega objekta? Dejstvo je, da imamo zelo veliko starih hiš okoli sebe in dejstvo je, da bodo hiše še starejše. Kako jih adaptirati in kako jih prilagoditi današnjemu življenju, ker vemo, da danes živimo popolnoma drugače, kot so živeli naši starši ali pa stari starši, to je velik izziv pri adaptacijah in prenovah. Ohraniti dostojanstvo hiše in hkrati ne imeti podrejenega bivanja v tej hiši. Ta proces je trajal dolgo, to je bilo 8 let priprav, preden smo sploh začeli s prenovo samo. Vmes smo menjali arhitekte, nismo imeli primarno najprej znotraj familije to urejeno, tako da na koncu seveda je Lenka naredila projekt, kot je danes tukaj viden. To se mogoče že ni hecanja. Jaz sem si želela, da bi moje videnje ne bilo tisto, ki je edino pravilno in edino možno in sem povabila k sodelovanju več svojih kolegov, če bi lahko skupaj to naredili. Kasneje se je izkazalo, da v bistvu stanovanje delaš za sebe in ko delaš za sebe, si zelo strog. Tako da sem potem nase prevzela to odgovornost, seveda skupaj z družino. Vedno gre tudi za prilagajanje naročnikom in med naročniki tukaj so bili tudi vaši otroci. Kako je potekala ta komunikacija? Naročniki so bili strogi, jasno. Tukaj v prvi vrsti jaz, seveda otroci tudi. Njune zahteve so bile jasne. Rabijo svoje sobe in dovolj prostora. Zelo hitro je ratalo jasno, da otroške sobe niso sobe, kjer so otroci zaprti in delajo noter svoje naloge in berejo in tako naprej. Seveda v najstniških letih je ta intimen prostor zelo pomemben. Želeli smo imeti pa hkrati tudi prostor, kjer bomo lahko vsi skupaj in še vedno se to dogaja za jedilno mizo, tako da je ta osrednji bivalni prostor je prostor za vse in je hkrati dnevna soba, kuhinja, jedilnica, delovna miza in en tak zabaven kotiček za druženje. Otroške sobe so zaradi poševnine, strehe in vidnih tramov zelo razgibane, nad čemer sta otroka zelo navdušena. Njunih sob se ne da zajeti samo z enim bežnim pogledom. Vedno je tam za tramom še nek skriti kotiček in to neznano, kar vleče v raziskovanje prostora. V družini so vsi navdušeni jadralci in zato se radi pohecajo, da je njihov dom kot ladijski interjer. Vsaka, tudi najmanjša odprtina je izkoriščena tako, da so prostori glede na kvadraturo maksimalno optimizirani. To še posebno velja za kuhinjo, kjer se na prvi pogled niti ne opazi, kako zelo je izkoriščen vsak centimeter prostora. Lenka, ki je kuhinjo projektirala, tukaj poudari, kako pomembno je, da arhitekt pri načrtovanju sodeluje s timom oziroma strokovnjaki za posamezna področja. Ker stanovanje ni standardnih mer, so morali vse pohištvo narediti po meri. Skupni bivalni prostori so opremljeni minimalistično. Dnevno sobo pa krasi velika umetniška fotografija, katere avtorica je Ana Kučan. Stopnice niso tipske, nimajo standardne višine in širine, zato so morali poiskati idealno razmerje med funkcionalnostjo, estetiko in možnostjo izvedbe. Mizar je to rešil tako, da je najprej naredil maketo oziroma provizorične stopnice, po katerih so nekaj časa hodili, dokler niso ugotovili, da bodo sicer strme, vendar krasne. So pa naravni materiali bili vodilo tudi pri globljih, manj vidnih plasteh stanovanja, mislim na izolacijo. Ja, celotna struktura te hiše je lesena. Se pravi, mi danes pravzaprav živimo v leseni hiši, ki je narejena na vrhu zidane hiše. Tako da sva uporabljala izključno in samo naravne materiale, se pravi primarno les in pa lesno izolacijo. Tako da danes, ko prideš v prostor po celem dnevu dela, se nam zdi, kot da prideš v neko leseno hišo z vonjem po lesu
In ne vem, to je nam super. Igor, povejte mi še o stropnem ogrevanju oziroma ohlajanju. Ja, midva sva se zavedala, da izolacija na strehi ne bo zadoščala za to, da bo hiša sama po sebi dovolj hladna oziroma dovolj topla. Želja je bila, da nimava nobenih ogrevalnih teles po samem stanovanju. Našla sva sistem stropnega ogrevanja in ohlajevanja, ki nam omogoča ogrevanje po zimi in obenem ohlajevanje poleti. Prihajajo hladnejši dnevi, stanovanja, predvsem sodobna, so pa zelo dobro zatesnjena. Kako lahko torej poskrbimo za dobro prezračevanje? Torej gre za čisto naravni fizikalni pojav, ko v prostorih z previsoko vsebnostjo vlage prihaja do kondenzacije na hladnejših površinah v prostorih. To je seveda znak, da je nekaj v prostoru narobe, zato priporočam, da začne merjenje vlage v prostoru. Nekje optimalna vlaga naj bi bila med 40 in 60 odstotki. Takoj, ko pa zaznate, da imate višjo vlago od 50%, priporočam seveda odpiranje oken in zračenje. Več oken odprete, pride do prepiha v prostoru, tako da lahko s kratkimi intervali hitro zamenjate zrak v prostoru. Seveda pa pri podjetju Velux priporočamo tudi lokalni rekuperator, ki se montira na zgornji del strešnega okna. Sistem zagotavlja nad 75% izkoristek toplote in učinkovito uravnava vlago v prostoru. Prednost lokalnega prezračevanja je v tem, da se temperatura regulira na posamezen prostor in ne centralno. In kako se zdaj ta lokalni rekuperator ugradi? Gre za poseg na strehi? Je to dovolj enostavno? Sama montaža lokalnega rekuperatorja je zelo enostavna, saj dejansko potrebuješ odstraniti samo zgornji del obrobe strešnega okna, eno vrsto strešnikov in rekuperator je dejansko, vgradni rekuperator je dejansko na ta način končana. Za vse, ki pa si ne želijo gradbenih posegov, hkrati pa želijo zračenje s kratkotrajnim odpiranjem oken, je na voljo Velux Active. Kot prvo naj povem, da sistem upravljate preko mobilnega telefona, kar je danes skoraj nujno potrebno pri naprednejših pristopih. Torej v prostoru na steni imamo pritrjen senzor, ki je povezan na splet in nam sporoča dnevno temperaturo, prisotnost CO2 in pa seveda prisotnost vlage v prostoru. Zadeva je vezana na spletno stran weather.com, iz katere črpa podatke dnevno, kar pomeni, da če bo za naslednji dan napovedan hud vroč dan, bo sam sistem zasenčil strešno okno in preprečil pregrevanje prostorov. No in če sva začela z vprašanjem, kako zračiti, pa zaključiva z vprašanjem, zakaj sploh zračiti, kaj nam svež zrak prinese? Sodoben človek preživi 90% svojega časa v notranjih zaprtih prostorih. Pogosto se sploh ne zavedamo, kako slab zrak dihamo v teh prostorih. Raziskave so pokazale, da je zrak v otroških sobah tudi do 5-krat bolj onesnažen kot zunaj. Torej, res vam priporočam, namestite senzor CO2 v sobo vašega otroka in presenečeni boste, v kakšen zraku se dejansko otrok zjutraj prebudi. In hitro boste ugotovili, da je nujno zvečer pred spanjem potrebno prezračiti prostore. No in zdaj še nekaj o Kovačevi kobili. A je delati zase, delati za bolj ali manj zahtevnega naročnika? No, tukaj lahko mogoče jaz povem zelo jasno, da je delati zase zelo zahtevno, najbolj zahtevno. Najna neka časovnica je bila pol leta, se pravi, prenova ne bi trajala 6 mesecev. Dejansko je trajala leto in pol. In tudi stroški so bili temu primerno večji. Prijatelj naju je razveselil, ker je rekel, ne se sekirati, za vse je v življenju potreben faktor pi, matematični, 3,14 in neskončno decimalk, ki temu sledi. Še rekel, vse svoje želje, potrebe, časovne okvirje in finančne konstrukcije pomnožiš s faktorjem pi, dobiš tisto, kar boš zares doživel. Upam, da vam je naša oddaja ob obisku izjemnih domov ter vrta vsaj za nekaj minut odgnala vsakdanje skrbi in vam vlila novega zagona.
Če ste ravno dobili navdih za ureditev vašega domovanja, lahko po še več zamisli pridete na našo spletno stran www.tvambienti.si. Ne pozabite pa, da imajo vsake oči svojega malarja in da mora naš dom biti všeč predvsem nam. Vidimo se čez teden dni, ne zamudite, kajti občudovali boste lahko hišo, ki sta jo lastnika z okusom spremenila v topel dom za 5-člansko družino, ter izvedeli, kako s sončno elektrarno investirati v sončno prihodnost.